če je zares dosegla krivulja plato, in upam, da je, smo že upali pred parimi leti, pa je spet šel gor, ampak jaz upam, da je zdaj res plato, ker pa nismo doline očistili. Ne vem, kako dolgo bo ta plato trajal, koliko časa bomo imeli 40, preden bo začela krivulja navzdol padati. Tega ne vem in si ne upam povedati. Smo pa točno to predvideli. Predvideli smo takrat, 96. leta, da bo se to zgodilo okrog leta 2020. Kje je torej naša skrb zdravnikov? Pa prosim, da jo poskušate razumeti. Imamo dolino, ki je še vedno onesnažena. In še vedno ljudje zbolevajo. Latentna doba se nam podaljšuje zaradi manjše izpostavljenosti. Manjša kot je izpostavljenost, daljša latentna doba. To je dejstvo. Hkrati imamo pa novo industrijo, o kateri v relativno čistem okolju vemo, 90 študij je bilo narejeno, jaz ne bom šla zdaj v detajle študij, kjer je postavljen utemeljen sum, da je tam, kjer so sežigalnice in sosežigalnice, večja verjetnost za določene rake. Torej, mi to kombiniramo, upam, da našo skrb razumete. Na eni strani imamo staro onesnaženje, na drugi strani imamo normative za posamezno snov, ki so postavljeni za zdrave ljudi, in na tretji strani imamo sežig oziroma sosežig. In mimogrede, ampak res mimogrede, pri sežigalnicah in sosežigalnicah se ne meri zraka, ampak se meri tla. Namreč v zraku nam ozlepga nič odkrili. Kako pa tla meriti, je pa čisto nekaj drugega. Tudi, kje tla meriti, je veliko vprašanje. Poglejte si študije. Torej, kot vidite, pri nas obstaja utemeljena skrb za ljudi.